Spoštovane gledalke in gledalci Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. Glede na katastrofalno ujmo, ki je v začetku avgusta zajela Slovenijo in njene posledice, so jo kraju občini Slovenska Bistrica kar dobro odnesli. Največ skrbi sicer povzročajo plazovi. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je po poplavah vzpostavila tudi spletno aplikacijo za zbiranje pomoči poplave 2023. Več o pomoči prizadetim in posledicah ujme v Slovenski Bistrici je povedal strokovni sodelavec za zaščito in reševanje Branko Hojnik. Sama uprava za zaščito in reševanje je dala obvestilo, da je na voljo ena aplikacija, in sicer Poplave 2023. Tam lahko vsi tisti, ki želijo pomagati, ali kot skupina ali kot posameznik, se prijavijo na tej aplikaciji in potem pripišejo poleg svojih podatkov tudi tisto, kar ponuja, ali je to zdaj kakšna oprema, ali pa hrana, ali pa kot sama fizična pomoč. Tako da potem ta regijski štab civilne zaščite Notranjske, oni potem dejansko imajo nalogo koordiniranja te pomoči in oni tudi stopajo v kontakt s temi ljudmi oziroma skupinami in potem oni dobijo tudi od tega regijskega štaba delovni nalog, ki jih napotijo potem na točno določeno mesto na poplavnih območjih. Kako pa so gasilci in civilna zaščita odreagirali v Slovenski Bistrici glede na te poplave? Zdaj v bistvu sam gasilski sistem je že nekako seveda organiziran. Preko države se potem podajo potrebe na dotične gasilske zveze in pa civilne zaščite, tako da 8. je že prva skupina gasilcev v skupini 50 gasilcev odšla z 11 vozili na poplavno območje Mozirja oziroma na Savinjsko. Tako da so že tam bili vključeni v same pomoči na samem terenu. Se pa pripravlja zdaj tudi druga skupina, tako da se bo zagotovilo približno 100 gasilcev, tudi z nekimi 11 vozili, tako da bojo pripravljeni oditi tudi na pomoč ta ponedeljek. So v pripravljenosti, bodo pa točno še potem sporočili, katera lokacija bo za njih določena. Kaj pa so bile kakšne posebnosti v Slovenski Bistrici? Zdaj, na srečo tiste glavne padavine so nekako obšle našo občino. Sicer smo mi bili pripravljeni na te poplave, napolnili smo preko 1300 protipoplavnih vreč, 600 vreč smo izstavili, bi rekel, krajanom za potrebe v primeru, da bi bile dejansko poplave. Sicer pa so pa nas seveda prizadeli plazovi, tako da imamo sedaj 7 novih plazov. Od tega sta zdaj ponovno tudi ogroženi stanovanjski objekti. Ena hiša je celo na meji porošitve in izdana je odredba o izselitvi. Tako da imamo zdaj skupaj z junijem dve družini izseljeni. Ena družina je pa zdaj v tem trenutku še tudi ogrožena in čakamo, kaj se bo tam zgodilo. Tako da ja, s plazovi je pa kar nekaj težav na našem območju. Sanacija po poplavah se medtem nadaljuje. Na torkov praznični dan je bilo na terenu na poplavljenih območjih okoli 3000 prostovoljcev. Po vsej Sloveniji pripravljajo tudi številne dobrodelne prireditve. Tako je bilo tudi na Lovrenčevo nedeljo na Treh kraljih. Danes pa smo se odpravili na tiste najvišje ležeč rekreacijsko-turistični center v občini Slovenska Bistrica in sicer na Tri kralje. V teh dneh potekajo povsod po Sloveniji oziroma naj bi potekale številne prireditve, s katerimi se nekako zaznamuje ta najbolj vroč in najbolj poletni mesec avgust. Žal pa je tako, da so znani dogodki marsikomu onemogočili takšne in drugačne prireditve. Kot veste, v teh dneh so številni prostovoljci, številna društva, gasilska in ostala, vpeta v reševanje in v pomoč tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. So se pa organizatorji prireditev kljub vsemu odločili, da prireditve izpeljejo, vendar z dobrodelnim namenom, z dobrodelno noto, in v okviru prireditev seveda se zbirajo sredstva tudi za tiste, ki so pomoči najbolj potrebni. Tako so vsi obiskovalci prireditev in vsi organizatorji tudi tokrat na široko odprli svoja srca in pomagajo na način, kakor so si ga zamislili.
Tudi pri Treh kraljih je v preteklih letih potekala prireditev Lovrenčevo žegnanje oziroma srečanje treh far, Tinja, Šmartnega in Keblja. In po nekaj letih ponovno ta prireditev, ki so jo izpeljali tukaj na tem koncu. Danes so se tukaj zbrali številni obiskovalci od blizu in daleč. Veselo je že od zgodnjih jutranjih ur. Mi pa smo pred mikrofon povabili organizatorja današnjega srečanja, to je Božo Juhart Jakec in seveda še mnoge druge sogovornike, ki bodo skušali vse takole malce z besedo pričarati vse tisto, kar se danes tukaj dogaja. Torej, današnja prireditev Tri parade na Treh kraljih poteka tako, kot smo si zamislili, vreme odlično za letošnje razmere. Pa seveda veseli smo, da ima posebno dobrodelno noto, kajti zbiramo sredstva tako za gasilce iz Tinja. Vemo, da so gasilci tisti, ki so odigrali ključno vlogo v teh poplavah letošnjega leta in tudi sicer. In pa seveda še druga humanitarna gesta, da sem sam z mojimi prijatelji zbral 10.000 evrov, ki bomo pač podarili na Koroško tistim, ki to pomoč potrebujejo. No, kot prvi ste se odločili in ponudili tudi svoja prenočišča za tiste, ki so ostali tokrat brez svojih domov, brez strehe nad glavo. Ja, res je, moj sin Aleš, ki vodi to podjetje zdaj za mano, in Barbara sta se odločila za to res lepo gesto. Moram reči, da sicer nekega posebnega odziva ni bilo, ampak važno je, da smo mi odprli svoja srca in pa svoja vrata tistim, ki bi eventualno potrebovali to pomoč. Ja, res je, končno lahko rečem, da nas je tudi vreme obdarilo z malce sonca, ne samo z dežjem. In seveda tako je vzdušje na Treh kraljih čisto drugačno. Seveda pa tudi mesec avgust, mesec počitnic, ljudje imajo dopuste, tako da smo zelo veseli, da se v tako množičnem številu podajajo na Tri kralje. Kdo vse se je tukaj zbral in bo predstavil svoje društva in vse ostalo obiskovalcem? Ja, jaz sem prav vesel najprej, seveda, da smo imeli sveto mašo, potem pa, da se je zbralo tukaj več kot 100 mopedistov iz različnih klubov in hvala lepa našim seveda čebelakom, ki so to organizirali, kajti po mojem je to zdaj rekord, ki ga bo morda težko preseči. Seveda pa, kot sem rekel, 5 ekip, 3 ekipe krajevne skupnosti Šmartno, Tinje in Kebelj, ekipa Gasilske zveze, ki jo pa zastopajo Ptujčani, ker pa pač gasilci na terenu, in pa še ekipa občine Slovenska Bistrica, kuhajo vsak svoj dobrodelni kotliček in vse tiste jedi, ki bodo skuhali, jih bomo tudi, upam, da prodali in ves izkupiček namenili gasilcem iz Tinja. Kaj se pa kuha v vašem loncu? Ja, tu se pa kuha gasilski kotel. Se pravi, imamo 3 vrste mesa, vse ostalo, kar je potrebno. Vse je poskrbel lastnik, se pravi Božo. Mi smo včeraj izvedeli, da bomo kuhali tukaj, ne? Pa smo rekli, zakaj pa ne? Če vsi pomagajo, pa še bomo mi, na svoj način pač, ne? Vsi podpiramo gasilce, cela Slovenija, tudi mi na Bistriškem, zato se je občina odločila in imamo ekipo. Pripravili bomo eno tako posebno jed, zelo veliko bo zelenjave, nekaj malega mesa, tako da se splača priti poskusiti, pa upam, da boste zadovoljni s pokušino. Pohorski lonec je še zmeraj takšen, kot je bil, vsega nismo kuhali sam na prireditvi, kuhanje lonca, ampak tudi na ostalih dogodkih. Mi danes pripravljamo pohorski lovrenčki gušt, imamo 3 vrste mesa, gledam čebulo, zelenjavo, upamo, da bo v redu, ker to imamo pač prvič danes. No, v teh dneh nekako opazujemo solze svetega Lovrenca, tako jim pravijo, torej tistim utrinkom, ki jih je kar veliko sedaj na nebu, ravno v času svetega Lovrenca. A pomeni, da ste tudi kaj takšnega lovrenškega dodali prav v ta pisker? Tudi to, ja, ker moramo kuriti in nam tudi solze tečejo. Danes bomo predstavili celotno krajevno skupnost Tinje. Predstavili bomo vsa društva, katera delujejo v krajevni skupnosti Tinje. Malo zgodovino kraja bomo povedali, ker Tin pomeni utrjen kraj in mi smo danes stopili skupaj z vsemi društvi, da pomagamo našim gasilcem
Tinje, kateri bojo potem vse te prispevke dobrodelne, katere bojo pač obiskovalci namenili, tudi oni dobili. Ker naši gasilci so danes s konvojem šli drugim pomagati, mi pa na ta način danes pomagamo njim. V dobrodelni akciji je bilo za gasilce prostovoljnega gasilskega društva Tinje zbranih 2100 evrov. Pri vinogradništvu Pečevnik Martinosu v Ritoznoju so preteklo soboto postavili klopotec in podelili priznanja iz društvenega ocenjevanja vin Društva vinogradnikov Ritoznoj. Zbrane je nagovoril tudi predsednik Društva vinogradnikov Ritoznoj Branko Brezovšek. Bi pa rad povedal, da je v vseh teh 30 letih društva klopotec bil stalna spremljevalka. Na takšen ali drugačen način stavili smo ga v Slovenski Bistrici, stavili smo ga na Devini pri Slovenski Bistrici, ko smo pridelali tudi velike veselice. Seveda to je nekaj časa šlo, potem je Društvo vinogradnikov je po navadni večina starejšega kadra in nam je malo popehala kondicija in smo se odločili spet, da gremo k vinogradnikom domov. Danes smo pa spet pri Jožetu Pečevniku, kot tistokrat prvič, ko smo se za tole odločili in mislim, da ni napačno. Seveda, kaj ne rečem, postavitev klopotca naznanja zorenje. Zorenje pomeni zaključek dela v vinogradu. Upam, da bo letos tako, glede na vse nemilosti, ki nas starejo skozi leto. Vemo, da je Lendavske gorice so zelo prizadete, Slovenje Goriške gorice so zelo prizadete, potem Rogaška, Haloze. Tu pri nas zaenkrat, hvala Bogu, ni bilo nič trdega v tisti pozitivni besedi, pač pa je veliko mokrega, tako da še več kateri vinogradnik ima malenkost, starme še legi noter vinograde, ne more vinograd in bo, upamo, da se toliko odsteklo, da bomo lahko obvarovali to, kaj imamo, kaj nam je narava dala oziroma kaj nam je višji prepustov. Vsled tega je pa tudi seveda ena mala grenka, kaj bi rekel, grenki priziv. Glede na to, da vidimo, kaj se dogaja po Sloveniji, smo lahko srečni, da nimamo kaj več. In smo se danes odločili, vinogradniki, imamo bogat srečolov, res bogat srečolov, da bomo del tega srečolova po plačilu vseh naših stroškov, ki jih imamo tukaj, namenili za poplavljene. Prireditev so popestrili z glasbenimi nastopi. Zidal sem si vinski hram, tam gori, kjer vinograd imam. Če kdo prijateljev ima čas, naj pride k meni vas. To sladko vince pijemo na sred vinograda, z veseljem ga zaužijemo, kar dobrega nam da. Z veseljem ga zaužijemo, kar dobrega nam da. Je hladno kakor grudno led, usodi kvince dobrih let. Natočil ga bom en bokal in še kaj zraven dal. To sladko vince pijemo na sred vinograda, z veseljem ga zaužijemo, kar dobrega nam da. Z veseljem ga zaužijemo, kar dobrega
Konec julija so sprostili promet skozi nov podvoz pod železniško progo na Pragerskem, ki so ga zgradili v okviru nadgradnje železniškega vozlišča Pragersko. Pri slednji so že nadgradili veliko večino tirov in prenovili postajno poslopje. Naložba bo predvidoma končana oktobra. Kot je objavila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, se bo z novim podvozom, ki je nadomestil nivojski prehod čez regionalno železniško progo na Ptujski cesti, bistveno povečala varnost in pretočnost prometa. Hkrati pa se bo zmanjšalo čakanje pred zapornicami nivojskega prehoda ter bo bistveno manj izpustov v okolje. Pogodbena vrednost gradnje podhoda je znašala dobre 4 milijone evrov. Ocenjena vrednost celotne investicije pa znaša skoraj 89 milijonov evrov in je v višini 40 milijonov evrov sofinancirana sredstvi Evropske unije. Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno na Pohorju letos praznuje 100-letnico svojega delovanja. Ob častitljivem jubileju so v soboto 29. julija na Šmartnem na Pohorju izvedli slovesno parado. Zbrane so nagovorili Vlado Berdnik, predsednik PGD Šmartno na Pohorju, Kristina Pregl, predsednica Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju, dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica in Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije. Naše društvo je v občini Slovenska Bistrica eno največjih društev po kvadratnih kilometrih. V preteklih letih smo ogromno prostovoljnega dela in energije in finančnih sredstev vložili v nabavo gasilske opreme in temeljito prenovo gasilskega doma. Poleg vseh gasilskih nalog, člani ves čas svojega delovanja, je da bi se tega posebej zavedali, skrbimo za povezanost ljudi in za družaben utrip na vasi. Vsako leto prirejamo gasilsko veselico, ki pritegne množico obiskovalcev. Še posebej sem ponosen na naše tekmovalne desetine, ki pridno polnijo litrine za pokale. Posebej moram pohvaliti naše olimpijske desetine, ki se od leta 1997 naprej vsake 4 leta udeležijo olimpijskih iger. Nazadnje v Celju. Zahvala tudi našim članicam in članom za vaško mlade v društvu. Še naprej želim, da društvo uspeva in nadaljuje tradicijo naših prednikov. Naj bodo naslednji dnevi veselja in ponosa. Ker pripadate organizaciji, ki že 100 let goji vrednote humanosti, poštenosti in tovarištva. Ponosni smo na vaše članice in člane, ki so naše ključno orožje v boju z naravnimi in drugimi nesrečami, v boju z ognjem, ponosni na vaše veterane in posebej ponosni na vaše pionirje in mladince, ki so nekako naša prihodnost in naše upanje. Vaše aktivnosti in prizadevanja za delo z mladimi, seveda ob hkratni podpori lokalne skupnosti in krajanov, kažejo na to, da nas tudi v bodoče za obstoj in razvoj gasilstva tukaj na Pohorju ni treba skrbeti. Včasih slišimo od ljudi, tu pa tam kakšno kritiko, da so gasilci tisti, ki nosijo koledarje, da so tisti, ki pobirajo prispevke. Moje mnenje pa je takšno, mogoče je ravno zdaj pravi čas, če pomislimo na vsa zadnja neurja, pa ne samo pri nas, ampak po celotni državi, da se je potrebno spomniti sedaj na gasilce, na njihov prostovoljni čas, na prostovoljne ure, na neprespane noči in na čas, ki bi ga lahko drugače preživeli doma z svojimi najbližjimi, pa so na terenu zato, da imamo streho nad glavo in da imamo prevozne ceste. Zdaj 100 let gasilstva v nekem okolju, kot je tu na Šmartnem, pomeni seveda 100 let samozaščitnega delovanja, pomeni 100 let zavedanja, da je treba najprej poskrbeti sam za sebe, pomeni 100 let odrekanja, solidarnosti, humanitarne dejavnosti in še česa. Vse to je tisto, kar krasi tudi gasilke in gasilce tukaj na Šmartnem. Najprej so v tisti osnovni dejavnosti, za kar so se nenazadnje takrat pred 100 leti tudi ustanovili, torej za pomoč v nesrečah. Z nesrečami se ves čas srečujemo, nesreče se bistveno spreminjajo, če je najprej bilo potrebno se varovati pred požarji,
Vidimo, da so danes nesreče popolnoma drugačne, nenazadnje tudi v teh zadnjih dnevih je bilo veliko dela tudi za gasilce, tudi v našem okolju. Zato gre seveda res iskrena čestitka in priznanje vsem generacijam, ki tukaj v vseh teh stoletjih pač skrbijo za varnost na Šmartnem, pa ne samo tu na Šmartnem, ampak tudi širšem okolju, vedno preskočijo na pomoč, kadar je potrebno tudi na območju celote občine Slovenska Bistrica, pa tudi širše. Ob tem je treba poudariti te osnovni gasilski dejavnosti, seveda tudi skrb za opremo, skrb za namestitev opreme, nenazadnje skrb tudi za ustrezno usposabljanje, ker tudi to je potrebno, če želijo biti seveda prav odzivni na izzive sodobnega časa, ki jih ta pač prinaša, in tudi za to jim gre posebno priznanje. Ob tem pa da seveda moramo vedeti tudi to, da so gasilci, tako smo že slišali, tukaj pri nas, pri vas na Šmartnem, pa pri nas na Šmartnem, nosilci seveda praktično vsega dogajanja, ki se v krajih zgodi, pa ne samo tu na Šmartnem, tudi nam priskočijo na pomoč, če je potrebno, tako da se zahvaljujem tudi za ta del dobrega sodelovanja. Mislim, da je prav, da se zahvalim. Zahvalim predvsem za tisto, kar so tudi storili moji predgovorniki, kar je v tem majhnem kraju, pa vendarle z velikim srcem narejeno za to, da vsi mi živimo varno. In zato sem danes tudi tukaj. Ne zato, ker bi pričakoval ne vem kako velik sprejem, gre enostavno za to, da res rečemo hvala takrat, ko je to tudi potrebno. In bilo je omenjeno, tudi v teh dneh pravzaprav smo gasilci imeli ogromno dela. Glede na to, da živim v neposredni bližini, v občini Šentjur, ker smo imeli res čudno stanje in seveda še pri ostalih občinah, moram reči, da sem ponosen na gasilce, ki jih vodim teh 5 let in ki so me izvolili na našem kongresu na Ptuju. Tudi letos bo kongres. Zato dovolite, da vsem tistim, ki ste prevzeli nove funkcije, tako v društvih, tako na gasilski zvezi, tudi na regiji, čestitam. In seveda vam želim, da svoje delo opravljate za srcem, nesebično in seveda predvsem z enim velikim entuzijazmom, zato, da pravzaprav bomo imeli na koncu 5-letnega obdobja, leta 2028, rezultate, na katere bodo ponosni vi, kot tudi vsi vaši bližnji, sokrajani, občani in tudi sodržavljani. Na prireditvi so podelili priznanje Gasilske zveze Slovenije, podelili so tudi priznanja in zahvale PGD Šmartno na Pohorju ter simbolične nagrade otrokom v okviru likovnega natečaja. V kulturnem programu so nastopili Freihheimska godbana pihala, ansambel Klik in Vaberški fantje. Nogometaši KTM Impol Bistrice so v 4. krogu drugoligaške konkurence v bistriškem športnem parku gostili Dravinjo iz Slovenskih Konjic. V sosedskem derbiju so zmagali Bistričani in to z rezultatom 3-0. Vodna ujma je prestavila tudi 180 drugoligaških minut, zato se je prvenstvo nadaljevalo s pari 4. kroga. In prav ta krog je prinesel vroč sosedski obračun v Slovenski Bistrici med domačo ekipo KTM Impol Bistrico in Dravinjo iz Slovenskih Konjic. Zeleno-beli iz Slovenskih Konjic so v mesto Aluminija prišli z uvodno zmago v Dekanih. Bistričani pa so v prvem krogu z vročega gostovanja v Velenju prinesli točko. Dodaten motiv za obe enajsterici pa je bilo tudi 700 ljubiteljev okroglega usnja, ki so si tekmo ogledali kljub neposrednemu prenosu srečanja na Športklubu 1. Domači strateg je v igro v začetni enajsterici poslal kar nekaj novincev, ki so nadomestili lanske prvokategornike, ki so odšli k drugim delodajalcem. V prvih 45 minutah so gledalci videli všečen nogomet, vendar so mreže ostale nedotaknjene. Najmi borbeni sosedje, Konjičani, ne zamerijo, ker iz prvega dela izpostavljam samo 3 priložnosti gostiteljev. V 11. minuti po podaji Kuliša Krupič ni zadel polno. 3 minute kasneje, vlogi obrnjeni, podajalec Krupič z glavo čez gol Kuliš. V predzadnji minuti prvega dela pa še nedokončano delo Tomija Gobca.
Ja, mogoče smo na začetku štartali v tekmo malo preveč na enostaven način, nasprotnik je vseeno čvrst, dobro so se postavili na igrišče, na to pa mislim, da smo iz minute v minuto vzpostavljali neko prevlado na igrišču. Že prvi polčas smo si ustvarili, mislim, da 3-4 take smrtne priložnosti, ki jih bomo mogli izkoristiti. Na srečo smo v drugem polčasu vseeno koristili tudi našo zelo dobro fizično pripravljenost in zasluženo mislim, da prišli do zmage. Tudi Konjičani so v prvem delu na igrišču pustili pomemben pečat, vendar se jim v nadaljevanju srečanja ni vse išlo po njihovih načrtih. Mi smo se na to tekmo cel teden pripravljali, vedeli smo, da ima ekipa Bistrica dobro ekipo in da bomo mogli dati, vse svoje kvalitete na igrišču in da bomo mogli odigrati optimalno tekmo, ampak prvi polčas nam je to uspevalo, smo bili dobri v duel igri, prav tako smo bili, v teh polpriložnosti smo bili izenačeni z Bistrico, na kar se nam je v drugem polčasu zgodilo te dve večji individualni napaki, ki so odločale zmagovalce na koncu. Da so varovanci trenerja Gorana Stankovića dobro pripravljali na novo sezono, so potrdili v drugih 45 minutah obračuna. S stalnim pritiskom na nasprotnika so tega prisilili v napako in posledično tudi dosegali zadetke. V 51. minuti je tako domači igralec konice napada Ante Kuliš prelisičil vratarja gostov Mrežarja za vodstvo z 1-0. Drugega gola so se domači veselili v 65. minuti, ko je rezervist Rok Frešer zadel za 2-0. Kuliš je v 67. minuti dosegel že svoj drugi gol na tekmi, vendar ga je sodnik Antič razveljavil zaradi prepovedanega položaja. Zmago s 3-0 je potrdil Andraž Borovnik in to v 81. minuti. Ja, vesel sem za sebe, za ekipo. Dobro smo delali priprave. Mislim, da se to v Velenju ni tako pokazalo, malo vreme, malo tako igrišče, ampak doma navijači, vzdušje, mislim, da smo pokazali trdo delo. Bistričani so torej odlično štartali v drugo sezono med drugoligaško konkurenco. Po odigranih 2 krogih so na 3. mestu prvenstvene lestvice z izkupičkom zmage in neodločenega izida. Ja, v bistvu že na začetku sezone smo vedeli, da ni izrazitega favorita letos za osvajanje druge lige. Tudi rezultati kažejo, v bistvu, da lahko vsak premaga vsakogar. Mi bomo šli vsako tekmo na način, da bomo zmagali in upam, da se borimo za čim višja mesta. Pravi zrelostni izpit Bistričane čaka že v naslednjem krogu, ko sledi gostovanje na Dolenjskem pri ekipi Krke. Vsaka tekma je težka, vsaka tekma je zgodba za sebe, tako da za vsako tekmo se moraš posebej pripraviti in če daš vse od sebe, te tudi nagradi nogomet.